Kako se v originalu imenuje Mozartov kanon Vsi za pojmo? A. O. Tioslovski Martin K. 560, B. Kušni Meurit K. 231, C. Brž domov, saj si že kot volk K. 561 in D. Liži mi rit krasno in čisto K. 233. Vsi za pojmo, ja, kdo pa je to prepesnil? Založnika Breitkopf in Hertel. Zakaj pa? Besedila teh kanonov so bila neprimerna. Če so bila besedila teh kanonov neprimerna, bi si jih lahko Breitkopf in Hertel drug drugemu vtaknila v rit. Kje pa ste jih sploh dobila? No, vaša žena je nekako morala odplačati vaše dolgove. Štanci! Dobro, pa si jih vse odplačala? Oh, še več, pokazala se je kot izvrstna poslovna ženska in umrla je zelo, zelo bogata. A res? Bo, s čim pa si se ukvarjala? Z vami. Aha, šele po smrti torej. No, pa se vrniva k vprašanju za že 16.000 evrov. Vsi za pojmo je, kateri vaš prepesneni kanon? Vprašanje je res krasno in čisto zakomplicirano. Oh, meni pa se pri tem postavlja vprašanje, zakaj bi nekdo napisal 6-glasni kanon o zadnjici. Pri nadškofu v Koloredu v Salzburgu smo imeli sakralni straniščni sekstet. Sekret sekstet. Kateri? Sekret sekstet Salzburg. In koliko vas je pelo? 4. Kateri 4? Jaz in moj brat. Kaj ste imeli brata? Ne, zakaj vprašati? Sprašujem za 16.000 evrov, torej kako se v originalu imenuje Mozartov kanon Vsi za pojmo? Brž domov, bona nox, ni. Ostali so pa na zloge možni. Ja nič, bom poprosil za pomoč glas kakofonije. Dobro, zbor in orkester Filharmonije Mozart, pripravite se, prosim, na glasovanje. Hvala. Dobro, torej B. Ne bi pogledali rezultatov glasovanja. Saj sem slišal. C in A so igrali samo viole, rogovi, flavte, soprani in nekaj altistk. D so pa igrali samo fagoti. Kar 64% za odgovor B, Kušni Meurit. No, vidiš, Karl, tisti prdeči stebriček tam, to je fagot. Napnimo fagot, prdimo povsod. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, Wolfgang Mozart je zaupal orkestru, ali se mu je obrestovalo, bomo izvedeli po oglasih. Toaletni papir Mozart, ki pocarta še tako razvajeno ritko. WC Mozart, toaletni papir v 3 trdotah in barvah. Leg mich im Arsch. Leg Dreck. Kugelterminator. Dodajte vaši simfoniji v rjavem posebno noto. Ste čudežni otrok? Ste preskočili razred? Ste doktorirali pri 13 letih? Nimate prijateljev za igro? So se vas sošolci odrekli? Tu je vaša rešitev. Sanatorijo Salieri. Že po nekaj tednih boste izgubili ves svoj talent in nikoli več ne boste izstopali iz povprečja. Gliha, kup striha!
Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Antonio Salieri. Na vročem stolu je sam Wolfgang Mozart, ki odgovarja na 10. vprašanje za 16.000 evrov. Dragi Wolfgang, če je odgovor napačen, potem ste dobili 500 evrov. Če pa bi odstopili od kviza, potem bi dobili 8.000 evrov. Tako pa ste se odločili za odgovor B. In s tem ste dobili 16.000 evrov. Ček za 16.000 evrov. Hvala. Štanci! No, to so tantjeme samo za kušni mevrit. No, teh 16.000 evrov vam nihče več ne more vzeti, dragi Wolfgang, razen morebitnih upnikov. Ki se potem spremenijo v mecene. Ja, danes jih imenujemo sponzorji. Za razliko od mecenov, sponzorji dobijo denar nazaj. Aha. Midva pa sva že pri 11. vprašanju za 32.000 evrov. Vprašanje se glasi: kaj od naštetega ni Mozart? A. Liker, B. Vodovodna pipa, C. Parfum, D. Klavir. Očitno vas zabava, kaj vse so poimenovali po vas. A ne. Predstavljam si, kaj šele je poimenovano po vas. Kakšno obcestno stranišče. Tako kot nek kamen med Dunajem in Prago, ki se imenuje Mozart Pinkelstein oziroma Mozartov kamen za scanje. Aha. Ta se še vedno nahaja v mestu Rašala, kjer ste se olajšali, ko ste leta 1787 potovali v Prago. No, vidite, vse, kar sem izločil, se je spremenilo v zlato. Gluk je sral marmor, jaz sem pa scal spomenike. Kaj pa vi? A v Londonu in na Češkem sta dve kavarni z imenom Salieri. Koliko pa je po svetu kavarn z imenom Mozart? 10.000. Это тоже 10.000 студентов на консерватории Слушни аппараты Петр Бетховен. или Чайковский. Vodka Musorgski. Grik, barikaš, batteri. Grik, Kindergarten Bach. Gospodje, prosim, kateri odgovor se vam zdi je torej pravilen? Mozart liker, to zdi se mi fair. Mozart vodovodna pipa nam dreket zasipa. Mozart parfum za večji pogum. Mozart klavir, dajte no mir. Nihče ne bi upal igrati na Mozarta. D, zadnji odgovor. Ne bi še malo premislili? Od tistega, ki preveč misli, ni dosti koristi, Salieri. Mozart, parfum. Še Štanci ga je uporabljala. Ja. Torej ostaneva pri odgovoru D. Res mislite, da nihče ne izdeluje klavirja z imenom Mozart? Ne. Ne, ker se klavirji imenujejo po tistih, ki jih izdelujejo. Igraš Mozarta na Steinwaya, ne Steinwaya na Mozarta. Še lepše pa je, če igra Mozart na Steinwaya. Zadnji odgovor. In odgovor D je pravilen. Res je, izdelujejo liker Mozart, vodovodne pipe Mozart, tudi parfum Mozart obstaja. Pa ne samo to, Mozart je priljubljeno ime več hotelov, ulic, kolesarskih stez, potovalnih agencij, dirkalnih konjev, smučišč, je pa tudi ime programske opreme za zapisovanje not. Česa? To je pripomoček, ki zapiše noto v tistem trenutku, ko jo zaigraš. Jaz sem bil hitrejši. Jaz sem imel note v glavi že zapisane, še preden sem jih zaigral. Mozart Express je ime vlaka. Tipično. Vse razen klavirja. Že v mojem času je bilo vse drugo bolj važno, kot pa moja glasba. Zato pa je naslednje 12. vprašanje za 64.000 evrov glasbeno. V katerem izmed naštetih Mozartovih klavirskih koncertov mora pianist zaigrati približno 12.000 not?
A. Številka 9 v S-duru K271, B. Številka 12 v A-duru K414, C. Številka 14 v S-duru K449, D. Številka 23 v A-duru K488. No, res, da smo prišli do težjih vprašanj, vendar so v igri tudi težji zneski. Veste, za katere koncerte gre? S-A. Se jih spomnite? Koncert številka 9 danes imenujemo Ženom mladenič. Ne zato, ker ste ga napisali še kot 21-letni mladenič, temveč zato, ker ste ga napisali za skrivnostno pianistko, o kateri vemo samo to, da se je pisala Ženom. Za koga? Jaz ne vem nič o tem. Štanci, prisežem, da nimam pojma, o čem govorim. Mozart, koncert v S ste napisali v Salzburgu leta 1777. A ja, vi mislite na Victoire Genami, na hčerko od Žana Žorža Novera, mojega prijatelja, znanega plesalca. Ja, seveda se spomnim, to je koncert Genami, ne Ženom, to je tale. Köchel.